Danes smo na obisku pri izjemnem zakonskem paru, ki kljubuje izzivom doma in v službi, torej poslovno in zasebno. Vojka in Matej sta dokaz, da je možno za skupno močjo vse. Skupaj rasteta, se dopolnjujeta in skupaj sta zgradila izjemno zgodbo Noah montažne hiše. Poglejmo si danes njun dom, vilo Noah. En lep pozdrav, Vojka in Matej. Najprej se vam lepo zahvaljujem, da smo lahko prišli danes k vam domov na obisk, da ste naju v bistvu spustili v vajin čudovit dom. Nahajamo se v vili Noah, o kateri bomo malo kasneje malo več tudi povedali. Mogoče na začetku, da se dotaknem, vseeno smo pri vama kot pri paru, sta že kar nekaj let skupaj, sta ne samo v službi, ampak torej tudi doma skupaj, zakonski in tudi poslovni par. In dokazujeta, da lahko v bistvu skupaj rastemo, se učimo, nadgrajujemo in da je možno v bistvu, da skupaj zmoremo res vse. Ja, res je, kar nekaj časa. No, najprej bi tudi pozdravil tebe, Mojca. Hvala, da ste prišli za obisk. Rade volje vas pogostimo v svojem domu, tako tudi vse druge obiske. Imamo kar dosti obiskov, moram reči. Hiša je vedno odprta za vse, tako da smo že kar vajeni obiskov. Kar se pa tiče naju, pa ja, midva imamo že kar nekaj kilometrine za sabo. Kot par sva zdaj 23 leto skupaj. 23 leto. Imava tudi otroke, bom rekel, delava pa poslovno skupaj tudi že 12-13 let od ustanovitve prvega podjetja. Zdaj, 2017 sva ustanovila tudi, je bil ustanovljen tudi Noah. Pravzaprav je bil najprej to namenjeno kot neko podjetje, ki bo kot investitor kupovalo zemljišča, kupilo pri ponudniku hišo, bodisi zidano montažno hišo, in se bo potem to kot celota to prodalo. In to je zadeva potem tudi tako se peljala na ta način skozi nekaj projektov. No, potem pa, ko smo videli manjke pri ponudnikih, smo pa začeli potem razmišljati o samostojni poti, to se pravi o lastni proizvodnji montažnih hiš. Torej, lastni proizvodnji. Jaz bi mogoče vseeno na začetku omenila, da sta svojo prvo hišo nekako zgradila sama z lastnimi rokami in danes torej gradita hiše v bistvu z veliko ekipo še tudi za druge. Kot sama zgodba se mi je to zdelo nekako pika na i. Zaradi tega jaz mislim, da tudi prišlo do tako velikega uspeha. Kaj mislite? Ja, prva hiša je bila zidana, smo jo dejansko z lastnimi rokami jo postavila. No, zdaj ta druga je pa montažna. Pa je seveda Noah, Zakaj je ime vila Noah? No, to bo žena povedala. Noah smo vzeli pravzaprav iz Svetega pisma. Noah je tisti svetopisemski učak, ki je zgradil iz lesa ladjo in s tem rešil življenje na zemlji, in iz tega smo izhajali les, življenje, zato je Noah Houses. Tudi kot zavetje se smatra Noetova barka kot neko zavetje, to se pravi neke varno pribežališče. Super. Drugače velikokrat slišimo, da za vsakim uspešnim moškim stoji tudi uspešna ženska. Kaj praviš, Matej, o tem? Ja, absolutno. Bom rekel, midva sva močna, koliko sva močna skupaj. To se pravi kot
ko skupaj delava, sva dobra, sva močna in na ta način tudi funkcionirava. To se pravi, dejansko eden brez drugega sem precej prepričan, da tega uspeha, kot je, ne bi bilo. En malo bolj naprej hiti, drugi malo nazaj drži. Ja. To je v bistvu tudi recept nekako za uspešno zvezo. Ne? Da. Super. V glavnem to sporočilo, kar se tiče Noaha, ne, v bistvu res jasno nosi sporočilo torej tudi neke trdnosti, ne, in v bistvu je nekako sinonim za montažne hiše Noah. Ne. Mogoče, ker smo zdaj v vajini čudoviti hiši, bi jaz mogoče, Vojka, tebe vprašala, mogoče kakšna posebnost te hiše, za katero si nekako svojo noto dala, verjetno sta hiško tudi nekako čisto po svojih željah projektirali. Posebnost te hiše je predvsem, da je v celoti vgrajena v hrib. To se bo mogoče, če boste tudi posneli, potem videlo. In recimo, da tudi ljudje vprašajo, kaj se da montažno hišo postaviti, če imamo hrib. Seveda se da in to je zelo zanimivo bilo videti tudi pri nas, na kak način se to naredi. Druga posebnost je, da imamo tudi dvignjen bazen, prilivni, velika panoramska stekla, ker obema nama je bilo zelo pomembno, glede na to, da imamo lepo okolico, zelenje, da vnesemo naravo in čudovit razgled v notranjost, točno tako. In kaj je še, da imamo široke hodnike, kar se načeloma danes ljudje izogibajo, ampak nama je bilo pa pomembno ta prostornost, da ko človek, ko prideš domov, da imaš prostornost, da zadihaš. In kot je že Matej povedal, zmeraj gostimo dosti ljudi, mi imamo zmeraj tudi dosti otrok pri nas, tako da je prostorno, visoki so stropovi, da to je bilo pri nas najbolj. Kaj pa pri izbiri samih materialov, barv, mogoče opreme za notranjost? Mogoče to bo najboljše, da mi Vojka pove, ne? Absolutno. Dizajnerka z dobrim okusom. Skupaj sva se zmeraj odločala. Ja, saj vemo, kak je to. Hvala Bogu, imamo enak okus, je pa res, da je dal Matej meni tu prednost, da karkoli je zbrano, je zbrano zelo premišljeno, ogromno je lesa. Ja. Ne? Teda les, ne samo, da je lesena hiša, ampak tudi, kar se tiče notranjega, prevladuje les. Ja. In kot sem rekla, recimo narava, nama ogromno pomeni, smo dali zato tudi velik akvarij z ribicami, se pravi neko življenje, ogromno rož, da damo še eno noto topline. Akvarij je v bistvu kot neka predelna stena tudi med dnevno sobo in kuhinjo. Zato, da se odprto, ne, mi se največ se gibamo ravno tu v dnevnem prostoru, se pravi dnevni prostor, kuhna, jedilnica in na tak način si povezan, si več čas skupaj, na nek način sem pa tudi ločena, no, ko kuham. Ko morate biti ločeni, ste ločeni, ne? In meni te ribice tudi ogromno pomenijo, recimo tam, ko je televizija, gledamo televizijo, jaz dostikrat televizije sploh ne opazim in jih gledam, kako se igrajo in v glavnem, jaz bi mogoče, mi smo vseeno, ko smo vstopili v hišo, smo šli v dvigalo. Mislim, v res redki hiši, jaz ne vem, če sem že v kateri hiši, pa 16 let že prodajam nepremičnine v Sloveniji, se z dvigalom peljala, ne, v sami samostojni individualni hiši, drugo je v bloku, ne. Dvigalo je bilo že na začetku mišljeno, da bo s kakim posebnim namenom? Kot sem rekla, hiša je zgrajena v hrib in je zato tudi visoka. Nikdar ne veš, kaj te doleti, nesreča, tudi postarali se bomo in na kak način priti v drugo nadstropje kot z dvigalom. Tako da je že od začetka bilo planirano, dizajnirano za dvigalom. No in to je tudi ena posebnosti, ne, da ima montažna hiša dvigalo. Ja. To so bile kakšne posebne ojačitve potrebne? Ali kaj podobno? Ja, to se pravi, za vgradnjo dvigala je potreben jašek. Ne? In jašek se lahko dela ali iz armiranega betona ali pa iz jeklene konstrukcije. Tukaj v tem primeru smo naredili potem iz armiranega betona. Aha, no, to je že ena taka posebnost, ne. Še mogoče kakšna druga posebnost, hiša je pametna.
torej se lahko upravlja, ne vem, iz službe z telefonom, bi mogoče lahko še okrog tega par besed? Ja, to se pravi, to je bil en tak, bom rekel, moj projekt, ki sem ga jaz se osebno podal v to, pa raziskoval zadeve. Hiša je pametna, to se pravi v smislu, da ima daljinsko upravljanje vseh svetil, vseh senčil, funkcije bazena, potem je povezana na televizijo, na hi-fi sistem tudi, potem je celo povezano na avtomat za kavo, potem pomivalni in pa seveda garaža, vrata, klimatizacija. V glavnem v kompletu lahko hišo upravljamo dejansko daljinsko, ne. Dejansko, kaj pa uporabljamo, je pa to precej manjši nabor. To se pravi, dejansko ga pa mi uporabljamo za klimatizacijo, senčenje, pa mogoče kakšno luč, ostalo pa malo manj. Malo manj, ja. Ampak je vseeno fajn občutek, če veš, da lahko, ne vem, kavico si lahko zjutraj... Ja, se nastaviš. Že čaka kavica, ko se zbudita? Ja, če si prejšnji večer nastaviš skodelico. Če bi želela, ampak tu smo mi bolj tradicionalna pri teh stvarih. V glavnem res, mogoče ta sistem pametne hiše potem, glede na to, da si Matej ti to dizajniral, potem lahko tudi vašim strankam ponudite? Ja, seveda, saj bom rekel, tudi hiša na voljo tudi našim bodočim strankam, vkolikor imajo željo, gostimo tudi tukaj precej naših strank, da jim pokažemo tudi, kaj se znamo, ne. In ena od teh stvari je seveda tudi pametna hiša, ki jim tudi seveda ponudimo v samem naboru potem ponudbe. Ja, ker zdaj tu po hiši jaz vidim kar nekaj tipk, ne? Ne vem, kako bi se jaz s tem znašla. Imamo tudi kakšne tiste standardne tipke? Ne, ni. V hiši so vse tipke touch pravzaprav. Je pa res, da smo potem integrirali vse te sisteme v en zelo preprost software. To se pravi, tale program, ki imamo naložen na telefonu oziroma na tablicah, je zelo preprost za upravljanje. To se pravi, mi dva nisva tehnična tipa toliko in bom rekel, ampak to se pravi, smo pa to skupaj potem z strokovnjaki naredili to kot zelo enostavno zadevo. Oprema predvidevam, da je po meri? Ja, to se pravi, hiša je dizajnirana kot z nepravimi koti, to se pravi, ni klasična z 90-stopinskimi koti in kot taka potem tudi oblike sob niso pravokotne oziroma kvadratne in zato je bilo tudi potrebno dejansko delati tudi pohištvo vse po meri, da smo maksimalno izkoristili prostor. Pa ste našli pravo osebo, ki vam je lahko to res po meri naredila točno tako, kot je bilo zamišljeno? Smo našli, to se pravi, tako rekoč naš hišni mizar. To je Noah mizar? Ne, podizvajalec pravzaprav, ki dela dosti za nas. Bom rekel, smo zelo dobro sodelovali in dejansko smo dobili potem na koncu izdelek, ki smo ga želeli. In ga potem tudi radi naprej priporočamo, tako da stranka, katera vpraša, z lahkoto poveš in svetuješ, na koga se naj obrne. Ja, vsekakor, če si sam zadovoljen, potem lažje tudi naprej priporočaš, ne? Seveda. Ja. Jaz bi mogoče še samo 2-3 vprašanja za na konec, glede na to, da je to Vila Noah, to pomeni, da glede na to, da ste ji dali tako ime, to je res izmed vaših hiš, ki imate tipske hiše, ne, ki se vam ponujate, to pa je v bistvu vaša individualna hiša. Hiša nad hišami, jaz sem si tako predstavljala, ko sem prebrala Vila Noah, ne. Lahko takšno hišo tudi kakšni stranki bi naredili, mislim, ne zdaj čisto enako, ne, ampak da bi si nekdo zaželel nekaj podobnega. Bi rekel, jaz bi imel Vilo Noah. Ja, seveda, zdaj naša usmeritev, bom rekel, tako ali tako delamo večinoma individualne objekte. To se pravi, res je, takšnih kot je to, ni dosti, ne. So večinoma, bom rekel, klasično, ene poprečne velikosti, danes se največ dela hiš med, bom rekel, 120-140 kvadratov, ne. Seveda pa tudi lahko tako hišo ponudimo stranki, pravzaprav je tako, da jih nekaj podobnih že imamo narejenih.
To se pravi, kot posebnost, ravno prejšnji mesec smo tudi podpisali pogodbo za eno skoraj identično hišo 100 metrov dalje. To se pravi, novi sosedje pridejo, ki jim je bila hiša všeč in so se potem zato tudi odločili za nas. Zanimivo. Mogoče, kako zagotavljate varnost in kakovost med gradnjo same montažne hiše in potem tudi na koncu kot recimo servis, ki ga nudite vašim strankam? Ja, zdaj neko kakovost izdelave, kakovost gradnje zagotavljamo seveda z certifikati najprej. To se pravi, imamo pridobljen CE certifikat iz gradbenega zavoda za gradbeništvo v Sloveniji, imamo za avstrijski trg pridobljen tudi UA-Zeichen, to je pa to se pravi na Lesnem inštitutu na Dunaju, in z temi certifikati mi zagotavljamo pravzaprav, da so vgrajeni vedno kvalitetni materiali, da so enaki materiali vgrajeni, da je enak proces izdelave, enak proces montaže, to se pravi, da zadostimo vsem najnovejšim potrebnim standardom. Zdaj, velik poudarek dajemo seveda tudi na poprodajnem servisu. To se pravi, za nas stranka, ko izvršimo primopredajo, nikakor ne preneha biti naša stranka, ampak ostaja dalje naša stranka. Tukaj imamo potem, seveda imamo dežurne e-maile, imamo telefone, ki v bilo katerem času lahko stranka nas pokliče z bilo kakšno težavo in zadevo potem urgentno rešujemo. Menim, da je to zelo pomemben aspekt danes in menim tudi, da se nam to, bom rekel, to razmišljanje pozitivno vrača, saj večinoma, bom rekel, sklenjenih pogodb naredimo potem na priporočilo že obstoječih strank. Ja, na priporočilo pa je tudi nekako, bomo rekli, v današnjih časih tisto, kar je res strankam največ pomeni, ne? In se ponavadi tudi odločajo največ na priporočila, ne? Na tak način smo mi dejansko tudi zrasli oziroma rastemo, ravno od ust do ust. To je nam najboljša reklama. Mogoče še bi izpostavila kakšne projekte, ki ste jih do zdaj že uspešno, koliko hiš ste že zgradili? Imate mogoče to številko? Točno ne vem, mislim, da bo številka tam okrog 150 stanovanjskih hiš. To se pravi, lani smo se podali tudi na področje javnih naročil. To se pravi, do zdaj smo zgradili že 4 vrtce, tudi lansko leto. Podajamo se tudi na področje večstanovanjskih zgradb, to se pravi, naslednje leto nas čaka projekt poslovno-stanovanjskega objekta na Studencih, kjer bo tudi naši novi poslovni prostori. Hkrati pa začenjamo tudi z enim zelo, bom rekel, ekstravagantnim projektom izdelave hotela na Karibih. To se pravi, to je sicer že projekt, ki pri nas že traja 3 leta, do zdaj je bil v fazi projektive, to se pravi, projektiva se je lani zaključila. Letos se pridobiva trenutno gradbeno dovoljenje, drugo leto imamo pa izvedbo. To se pravi, to je projekt zelo, bom rekel, zahteven, ena taka dobra referenca, gre pa za hotel že v obstoječem hotelskem kompleksu na otoku Bonaire, to so pa na nizozemskih Antilih. Super, jaz lahko vam res samo čestitam o vseh teh uspehih, sem res vesela in hvaležna, da vaju lahko poznam. Za na konec bi pa vseeno vsakega od vaju vprašala, kaj je tisto za vsakega, da lahko reče, da je uspeh in sreča v življenju? Mislim, da bova midva enako rekla, nama kar največ pomeni, da midva lahko skupaj delujeva in družina. Res je. Jaz bi še samo dodal, da uspeh je to tudi, da delaš, kaj rad delaš v življenju. Se pravi, da delaš z strastjo in potem dejansko, če delaš z strastjo, če delaš pošteno, če imaš, bom rekel, support tudi potem pri partnerju, v družini, potem je uspeh nekako potem, po moje, samoumevno. Rezultati pridejo. Ja.
Vojka in Matej, jaz se vam res lepo zahvaljujem, da smo lahko danes bili tukaj skupaj z vama. Prijetno je bilo se družiti z vama. Se še priporočamo, kdaj mogoče v kateri drugi hiši, mogoče na Karibih. No, dobrodošli. Mi se radi hitro povabimo na kakšen drug projekt vedno. Teda res sem vesela in hvaležna, da ste bili z nami, da vaju poznamo in vam res želimo vse lepo naprej. Hvala lepa. Hvala. Hvala.